Moja tradicionalna vsakoletna raziskava je verjetno unikatna v Sloveniji. Nisem še zasledil, da bi kdo tako detaljno preveril, kako pridno zamenjujete zimske pnevmatike z letnimi ali celoletnimi. Vse več voznikov se odloča za njih, kot sklepamo po sporočilih, ko nas sprašujete, kako se obnesejo. Če niste videli prispevkov, ko smo na posebnem poligonu preverjali najnovejšo Continentalovo All Season 2, si jih poglejte. Lansko leto smo jih vozili na znameniti cesti na Großglockner, na poligonu preverjali razliko med poceni in kvalitetnimi celoletnimi, med zaviranjem in hitro vožnjo. Skratka, cel kup vsebine, ki vas bo prepričala, da je kvalitetna celoletna pnevmatika boljša izbira kot poleti zimska. Ampak da se kar takoj lotim aktualnega leta, tokrat začenjam na mojem koncu, na Štajerskem, bolj natančno v Mariboru, da vidim, kako pridni smo mi. Evo, ta že ima letne. Ja, piše, da imajo mojstrski oprijem, ampak po zimi. Tako je vroče, da mi po hrbtu dol teče. Tele Ice Power pa niso zaradi napisa nič bolj hladne. Zimske, valjda. Dragi gledalci, med številnimi skupnostmi pri nas je očitno zelo obsežna tudi skupnost Eskimov. Tule sta kar dva predstavnika. Z zimskimi, itak. Vse je res, da ne maram vročine, ampak poleti vseeno rajš vidim snežinko na klimi, kot pa na gumi. Tale ima sicer letne, ampak fejst pobrane. To je baš gr zlizano. Zimske, 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 4-krat. Ja, tale ptič je bolj za arktični krog, ker je zimske narave, ima pa tale letne. Super. In pa celoletne, 4 season. Letne, zimske, 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 zimske. Pravijo, da je Kovačeva kobila vedno bosa. Ja, imam letne, ampak fejst znusane. To nisem vedel. Dinamičen izgled spodbudi več dinamičnosti tudi za volanom, zato je fajn, da ima letne Conti Premium Contact 7. Zakaj vi redno zamenjujete pnevmatike, se pravi letne z zimskimi in zimske z letnimi, ko je treba? Ja, zaradi zimskih razmer, pa zaradi tega bi to zamenjala, to za svojo sigurnost bi že zamenjala. Če imam slabo pnevmatiko, se logično ne bom po zimi vozila po ledu ali pa kje. Prvič je to pogoj, drugič pa avto trpi, če se vozi z zimskimi gumami. Kaj pa bi vi svetovali ostalim voznikom? Isto naj se dajo, preobujajo svojega konjička zimsko-letno. Ja, isto. Seveda naj za svojo varnost že to naredijo, ne? Jaz bi jim svetoval, da res menjavajo redno letne, zimske, pa tudi na rok trajanja pnevmatike, ki tudi stare pnevmatike niso v redu. Ok, takole je bilo. Od 100 pregledanih jih je 57% imelo letne, 37 zimske in 6% celoletne. V redu, kaj pa vem, lahko bi bilo boljše, ker lani vem, da je bilo. Me prav zanima, kako bo zdaj v novem mestu. Zimske, zimske, letne, pa še ene letne, pa spet zimske. Ok, kapljica, sonček pa snežinka, torej za vse 4-letne čase, ne? Čeprav so to 3 zadeve. Ok, letne, imamo letne, super. Oho, pri tej veliki kravi tudi fajn, da so letne. Še vedno pa ugotavljam, da relativno novi premijski avti imajo dobre gume. Conti Sport Contact tako meca kot Jaguar. Gašper bi rekel, me veseli. Mogoče niste vedeli, ampak Eskimi so druga najštevilčnejša skupnost v Sloveniji, takoj za Slovenci. Tu je Eskim, tam je Eskim, samo pa so Eskim. Conti Eco Contact 6 za ekonomičen avto. Čeprav glede na rdečo črto, bi mogel biti Sport Contact, ne? Ok, vmesni rezultat 37 proti 34 za letne. Evo ga, še ene celoletne, 4 season. S sončkom, dežnikom, snežinko in kapljico. Zakaj pa dežnik in kapljica? Okay. Mislim, ne samo, da so zimske, ne? Še tlaka je premalo v pnevmatiki. Tam ima pa tako nove, da ima še črto. Pri električnem že itak radiraš gume na polno, ne? Če imaš pa zimske poleti, jih pa še toliko prej znucaš. Lep profil, lep, sam poleti te s takim, sam še dlje nese. Ok, letne. Zimske, pa tako dobro je kazalo. Zakaj vi redno zamenjujete pnevmatike, se pravi letne za zimske, takrat, ko je treba? Zato, ker je najbolj važno. Zakaj? Ker moraš, ker leti se zrabijo tudi, ene ali pa druge. In kaj bi vi svetovali ostalim voznikom glede menjave? Glej tako, naj menjajo. Da, tako je čas.
Ja, najbolj se drža tega, da imaš ti pneumatike v redu, ne bojo zimske, ne bojo letne. Pa da se tudi v obdobju tako je, da se v poleti uporabljajo letne gume in potem zimske gume. Ne? Ok, od 100 pregledanih avtomobilov jih je 47% imelo letne pneumatike in 47% zimske pneumatike. 6% je bilo celoletnih. Ja, tole je kar slabši rezultat v primerjavi z lani in tudi v primerjavi z letošnjim Mariborom. Nič. Drug teden me čakata še 2 mesti, Kranj in Ljubljana, da lahko pripravim bolj natančno statistiko. Če bo šlo tako naprej, bomo mogli nekaj narediti. Po moji veliki raziskavi prejšnji teden v Mariboru in Novem mestu sta danes na voljo Ljubljana in Kranj, da vidim, kako pridni ste pri menjavi pneumatik tudi Gorenjci. Če ste malo bolj severno, še ne pomeni, da pri vas poleti ne more biti peklensko vroče, ko zimske gume kar cvetijo. Imam tule en posnetek, kaj se zgodi s takšno gumo in si sploh nočem predstavljati, kako bi izgledalo zaviranje s tako gumo, ko bi se mogli na hitro zaustaviti. Kot sem že zadnjič povedal, tudi kvalitetne celoletne pneumatike so boljše za poletje kot najboljše zimske, če se vam jih res ne da menjevati. Ko je Anže na poligonu testiral najnovejše Continentalove All Season 2, je bil presenečen, koliko kontrole je imel v mokrem, ker takrat se pokažejo največje razlike med kvalitetnimi pneumatikami. In se boste rekli, ja, kaj s to rabim? Ja, kolikrat pa vas poleti preseneti kak nalivko olije kot iz škafa, da na cesti stoji voda, vi pa samo upate, da ne boste rabili pritisniti na zavoro, ker bi drseli z avtom kot pri -20 na ledu, a? Vaše pneumatike so edini stik avtomobila s cestiščem, zato naj bodo kvalitetne. Ok, gremo. Tretja postaja moje raziskave o pneumatikah je Ljubljana. Res me zanima, če so v metropoli bolj odgovorni kot drugod in letos imajo dobre možnosti. Evo ga, letne. Tule je pa lep primer, kaj se zgodi z zimskimi pneumatikami, če jih uporabljaš poleti. Razpada. Dejno, kvazi neka športna zadeva pa na zimskih pneumatikah. Ta pa že z barvo zunanjosti opozarja na to, da nima pravih pneumatik za poletje. Conti Winter Contact TS 860. Fajn gume za pozimi. Letne, 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 še ene celoletne s snežinko, listom, sončkom in rožico. Ja, za premium oprijem rabiš premium kontakt. Letne. Snov fun. Ja, sploh, če se ne ustaviš pravočasno. Zakaj vi redno zamenjujete pneumatik takrat, ko je treba? Zaradi boljšega prenosa. Ja, praviš zaradi varnosti. Predvsem je pomembno zaradi tega, ker je sestava gume, samih gum različna, če je vroče, pa če je topel asfalt ali pa če je to hladno. Na koliko let kupite nove pneumatike? Približno na 4 do 5 let. Ja, na vsak let, vsako sezono. No, recimo na 2-3 leta. Po 100 proštetih avtomobilih je v Ljubljani takšen rezultat. 64 jih je imelo letne pneumatike, kar je 7% bolje kot v Mariboru, 6% celoletne in pa 30% zimske. Dobro, mislim, da bo tole najboljš letos, ampak grem še za vsak slučaj preveriti v Kranj. Vedno, ko delam raziskavo v Kranju, začne deževati. Upam, da bo zdržalo vse toliko, da lahko postaneva. A ne, Gašper? Te zimske imajo pa že tak slab profil, da bojo počasi letne ratale, ker lamel nam več. Conti Winter Contact z novo tehnologijo TS 870, ampak so za zimo, tako da tale koniček ni navdušen. Mislim, kakaj imena. Te pneumatike kar let ven mečejo na cesto. Ajs, ja. Za poleti niso glih, ne? So pa te relativno nove. Evo, še ena celoletna pneumatika v Kranju, 5. po vrsti. Zimske, letne, zimske. Ja, dosti profila, lepe in urejene pneumatike. No, to so pa gume za vse 4-letne čase, še tele muhici so všeč, se ona zraven vozi, ne? Ampak to ne pomeni, da so te gume za en... Ja, ta je pa res svinska, se vidi, da je zimska. Te so pa malo premalo napumpane, ne? Tako da ne bo glih neki varčeval z energijo. Zakaj redno zamenjuješ pneumatike takrat, ko jih je treba? Zaradi obrabe, zaradi boljšega oprema na cestišču. Pa da je bolj varno. Ja, zaradi tega, da se manj obrabijo. Ja? Da delgvirajo pa boljše opreme. Na koliko let pa vi kupujete nove pneumatike? Čisto odvisen. Na 4 leta za zih. Na to, kar mi je bilo konezer reče. Kaj pa bi svetoval ostalim voznikom? Menjajte gume, da boste bolj varni. Ja, da ne delajo tako, kot je treba. Pa da ne šparajo na gumo. Ok, imam statistiko za Kranj. 49 pregledanih avtomobilov na letnih pneumatikah, 7 na celoletnih in 44 na zimskih.
Ni glih najboljš, ne, ampak v redu. Bom zdaj potegnil statistiko skupaj za letos in za vsa pretekla leta, pa da vidimo, kakšni so trendi. No, kaj si izračunal? Pa čak malo, no, moram biti natančno. Okay. Leta 2020 45% zimskih, 21 40%, 22 30%, to je bila neka anomalija, da je bilo tako malo, ne? Lani 41% zimskih, no, letos pa izboljšanje na 39% pa pol, torej trend je v izboljšanju, gre na bolje, ne? Ja. Pa veš, kaj sem še opazil, ne? Da je vsako leto več celoletnih pneumatik. Ja, veš kaj, treba je lepo skrbeti za svoje avto, da bomo bolj varni na cestah, ne? Ja. To ni.